Uradno so jo začeli v petek zvečer, ko so v tamkajšnjem kulturnem centru odprli 4 razstave in predstavili par, ki se je dan pozneje poročil na Semiški ohceti. Jaz bi vsem toplo priporočil, da se izberejo tako ohcet, ki je res nekaj edinstvenega, se močno razlikuje od klasične poroke. To vsekakor drži, saj sta se Lidija Petkovič in Jure Medic iz okolice Ljubljane, ki že imata 2 otroka, poročila po starih šegah in navadah, ki jih ohranja Semiška folklorna skupina. Običajev, ki so nekdaj sodili na Semiško ohcet, pa je veliko. Od prevoza bale do odhoda po nevesto in šranganja, na katerem mora ženin od vaških fantov odkupiti nevesto, pa do svetenja in sprejema neveste na njenem novem domu. Pa še veliko je svadbenih običajev, ki jih ohranjajo v Semiču in obiskovalcem prikažejo na tradicionalni Semiški ohceti. In mislim, da s tem moramo nadaljevati, kajti to je naša tradicija in pač moramo svojo zgodovino spoštovati in jo negovati. In res je tudi edinstvena ta naša Semiška ohcet in tudi zato, ker se na njej poročajo pravi pari. Se pravi, ni samo prikaz nekega dogodka iz preteklosti, ampak je tudi resnična poroka. Tako sta bila letošnja mladoporočenca, ki sta s seboj pripeljala okrog 100 svatov, že 29. par, ki se je poročil na Semiški ohceti. Pred leti se je namreč na prireditvi poročilo tudi več parov hkrati. Lanskoletna nevesta in ženin Ana Angela in Jan Kumer sta nam navdušeno zatrjevala, da je bila poroka na Semiški ohceti prava odločitev. Pa kar lahko prijava pogledati, pa tako, pa praznovati, pa se veseliti, pa nov par, pa res, tako malo se še spomniš, pa tako že naslednje let po svet, ko mi čaka. Več o starih svatovskih običajih v Semiču, ki so navdušili mladoporočence in njihove svate ter pritegnili obiskovalce Semiške ohceti, pa v nocojšnji rubriki iz sveta kulture.